Vsi vodilni možje judovske države, duhovniki in ljudstvo, so bili Bogu, Gospodu, nezvesti. Posnemali so hudobna dejanja poganov in častili tuje bogove celo v hiši v Jeruzalemu, ki si jo je Gospod izbral za svoje svetišče. Gospod, Bog njihovih očetov, jih je vedno znova upominjal po svojih poslancih. Usmiljenje je namreč imel svojim ljudstvom in svojim svetiščem. Ti pa so zasramovali Božje odposlance, prezirali njegovo besedo in zasmehovali njegove preroke. Tedaj se je Gospod tako razsrdil, da ni bilo več rešitve. Zdaj pošlje Gospod nadnje Nebukadnezarja, babilonskega kralja. Ta z mečem pobije njihove mlade vojake v njihovem svetišču, ne prizanese nobenemu mlademu moškemu, nobeni mladi ženski, nobenemu staremu človeku, ne starčku. Vse dobi v roke. Nebukadnezar odnese v Babilon iz Božje hiše male in velike kose opreme, tempeljske zaklade, kraljeve zaklade in zaklade velikašov. Sovražniki zažgejo Božjo hišo, do tal porušijo jeruzalemsko obzidje, podtaknejo ogenj v vseh palačah in razbijajo vso dragoceno opravo, ki je ne morejo vzeti s seboj. Vse, ki so ušli meču, odpelje Nebukadnezar v izgnanstvo v Babilon. Tam morajo njemu in njegovim sinovom služiti kot sužnji. Tako se je zgodilo, kar je bil Gospod napovedal. Glej, nad to mesto in nad sosednja mesta pošljem vse zlo, s katerim sem grozil, ker niso hoteli poslušati mojih besed. Ob babilonskih rekah, tam smo sedeli in jokali, ko smo se spominjali Siona. Na vrbe tiste dežele smo obešali svoje citre. Tam so naši osvajalci zahtevali pesmi, naši mučitelji veselo rajanje. Pojte nam katero sionskih pesmi. Kako bi mogli peti Gospodovo pesem v tuji deželi? Če pozabim tebe, Jeruzalem, naj mene pozabi moja desnica. Jezik naj se mi lepi na nebu, če se te ne bom spominjal, če ne bom povzdignil Jeruzalema v svoje največje veselje. Kir, perzijski kralj, je premagal babilonskega kralja in osvojil Babilon. V prvem letu, ko je zavladal Kir, naj bi se izpolnilo, kar je Gospod napovedal po preroku Jeremiju. Ko mine za Babilon 70 let, potem se ozrem na vas in vas pripeljem spet domov. Tako govori Kir, perzijski kralj. Gospod, Bog neba, mi je podelil vse države zemlje. Naročil mi je, naj mu sezidam v Jeruzalemu hišo. Če še kdo med vami živi iz njihovega ljudstva, naj bo z njim Gospod, njegov Bog.
naj se vrne v svojo deželo. Na to so se vrnili mnogi Judje v domovino, drugi pa so ostali v deželi, ki jim je postala druga domovina. Nebukadnezar, babilonski kralj, je bil pobral v Jeruzalemu iz templja zlato in srebrno opremo in jo dal v poganski tempelj v Babilonu. Kralj Kir je naročil, naj jo vzamejo spet iz templja v Babilonu. Izročil jo je možu Šešbacarju po imenu, ki ga je postavil za namestnika. Vzemi to opremo, odnesi jo in deni v tempelj v Jeruzalemu. Božjo hišo naj spet sezidajo na prejšnjem mestu. Namestnik kralja Kira je v Jeruzalemu naredil temelje za Božjo hišo. Ko je kralj Kir umrl, je naročil perzijski kralj Darej, naj nadaljujejo zidavo templja. Prevzel je celo stroške za zidavo. Tako so lahko judovski starešine zidali in dobro napredovali. V 6. letu, odkar je vladal kralj Darej, so dozidali Božjo hišo. Izraelci so z velikim veseljem praznovali posvetitev templja. Za žgalno daritev so darovali junce, ovne in jagnjeta, k temu pa še 12 kozlov, kot spravo za grehe ljudstva. To je ustrezalo številu izraelskih rodov. Mesec kasneje so praznovali Pasho. Za ta praznik so zaklali jagnje in ga vsi jedli. Smeli so ga jesti, ker so zapustili poganske grešne navade. Jedli so, da so počastili Gospoda, Boga Izraelcev, ker jih je spet rešil iz suženjstva. 7 dni so nad vse veselo praznovali.